Dober dan, lepo pozdravljeni. Pozdravljeni na našem webinarju PKP3 najpogostejša vprašanja in odgovori. Na zvezi z nami vas je 210. Lepo pozdravljeni vsi in na razpolago vam bomo danes poleg mene še kolegica Urša Sojč, Cvetka Furlan in kolegica Petra Strnad. Odgovarjali vam bomo na tista vprašanja, ki so do danes najpogostejša v zvezi z PKP3. Ne domišljamo si, da vam bomo znali odgovoriti na vsa vprašanja in nekaterih odgovorov dejansko še ni. Seveda čakamo tudi na navodila Ministrstva za delo in tudi na postopnik oziroma poslovnik pravila Zavoda za zaposlovanje. Danes smo si zamislili ta webinar tako, da vam Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 predstavimo najprej po vrstah ukrepov, in sicer ukrep skrajšanja polnega delovnega časa bo predstavila Urša, zatem čakanja na delo jaz, potem finančne aspekte obeh ukrepov kolegica Cvetka in na koncu še kolegica Petra, postopek, kako uveljavljamo vse te subvencije. Želela bi povedati še to, da je ta naš webinar organiziran v okviru projekta Krepitev kompetenc na področju kolektivnega dogovarjanja, tako kot je bil tudi včerajšnji, o katerem smo govorili o delu na domu, in da v bistvu je to projekt, ki je 4-leten projekt in v trenutni situaciji smo tematike projekta precej prilagodili temu, kar se dogaja, in sicer koroni, vprašanjem v povezavi s tem, vprašanjem v zvezi z interventno zakonodajo in njenim izpolnjevanjem in ne glede na to, da se je socialni dialog na bipartitni ravni v tem času po logiki stvari ustavil in se nekako nadaljeval na tripartitni ravni ob pripravi in usklajevanju za vse interventne zakone, pa smo predvideli v našem projektu spremljati ravno te tematike kot najbolj popularne ta moment. Odkrili smo tudi nekatere nove tematike, ki so prišle na dan v času korona situacije, kot so delo na domu, kot čakanje na delo, kot skrajšani delovni čas, pa mogoče še kaj drugega. In predvidevamo, da bodo to postale tudi top teme za kolektivno dogovarjanje v nadaljevanju, da ne bodo v glavnem potekala kolektivna dogovarjanja v zvezi z dvigom, usklajevanjem najnižjih osnovnih plač in povračili stroškov oziroma prejemki v zvezi z delom, ampak da so to tudi neke nove top 10 vsebine. Tako, začnimo z današnjim seminarjem, po vrsti, kot sem povedala. Prva je na vrsti Urša Sojč, samostojna svetovalka v pravni službi. Poleg naju dveh z Cvetko Furlan je članica delovno-pravne koordinacije, v kateri podpiramo ravno ta del zakonodaje in kolektivnega dogovarjanja, delovno-pravni del. Potem si bomo pa predajali tematike druga za drugo, in do konca. Računamo, da lahko mogoče tudi malo podaljšamo, če bo do tega prišlo, drugače pa se bomo potrudili ostati v okviru planirane ure, tako da vam ne bomo mi podaljševali petka. Urša, izvoli. Hvala. Pozdravljeni. Jaz bom predstavila ukrep skrajšanega polnega delovnega časa. Torej, delno subvencionirane skrajšanega polnega delovnega časa je nov ukrep, ki ga je prinesel tretji protikoronski zakonodajni paket. Ukrep je namenjen ohranitvi delovnih mest in pomoči gospodarstvu pri ponovnem zagonu po končani epidemiji. Ukrep skrajšanega polnega delovnega časa se izvaja na način, da daje delodajalcu možnost odreditve dela s skrajšanim polnim delovnim časom ob hkratni delni napotitvi delavca na začasno čakanje na delo. Delodajalec torej mora delavcu zagotavljati delo vsaj za polovični delovni čas, v preostalem delu pa ga lahko napoti na začasno čakanje na delo.
tem je mišljeno čakanje na delo, kot ga ureja splošna delovnopravna zakonodaja, to je ZDR-1, in ne čakanje na delo kot interventni ukrep. Čakanje je lahko odrejeno v obsegu od 5 do 20 ur tedensko. Delodajalec lahko za del delovnega časa, za katerega je odrejeno čakanje na delo, uveljavlja delno povračilo oziroma subvencijo. Ukrep skrajšanega polnega delovnega časa se bo lahko koristil od 1. junija do 31. decembra 2020, torej do konca leta. Upravičeni delodajalci za črpanje subvencije so tisti, ki po lastni oceni najmanj 10% zaposlenih mesečno ne morejo zagotavljati najmanj 90% obsega dela. Pogoj je, da so bili pred 13. marcem vpisani v poslovni register in da zaposlujejo delavce na podlagi pogodb o zaposlitvi za polni delovni čas. To pomeni, da so upravičeni tudi espeji, ki zaposlujejo delavce. Niso pa upravičeni neposredni ali posredni proračunski uporabniki, katerih delež prihodkov iz javnih virov je bil v letu 2019 višji od 50%. Delo s skrajšanim polnim delovnim časom se lahko odredi samo delavcem, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za poln delovni čas. Ne more se odrediti delavcem, ki delajo s krajšim delovnim časom, tudi tistim ne, ki delajo krajši delovni čas na podlagi posebnih predpisov, to je na primer starševsko varstvo in invalidnost. Prav tako pa se ne sme odrediti dela s krajšim polnim delovnim časom delavcem v času trajanja odpovednega roka. Pomembno pri tem ukrepu je, da delavec ohrani poln obseg pravic, kot če bi delal poln delovni čas, razen tistih pravic, za katere zakon eksplicitno določa drugače, to sta pa odmor in plačilo za delo. Glede plačila za delo, delavcu pripada plača za čas, ko dejansko dela, za preostali del, ko je pa v bistvu na čakanju, pa prejme nadomestilo v višini 80% osnove. Se pravi, za del kot dela, prejme 100% plačilo za delo, za preostali del, ko ne dela, prejme pa 80% osnove, kot je zakonom o delovnih razmerjih določeno za čakanje na delo. Delavec ima pravico do odmora med delovnim časom v sorazmerju s časom prebitim na delo. Glede odmora je potrebno uporabiti splošno delovnopravno zakonodajo, to je 158. člen zakona o delovnih razmerjih, ki določa, da ima delavec, ki dela najmanj 4 ure na dan, pravico do odmora v sorazmerju s časom prebitim na delo. To pomeni, da v primeru, da delavec dela s polovično obveznostjo, se pravi polovico delovnega časa na dan, mu pripada odmor v trajanju 15 minut. Pri tem je treba tudi upoštevati, da se odmor lahko določi šele po 1 uri dela in najkasneje 1 uro pred koncem delovnega časa in da se čas odmora ušteva v delovni čas. Delodajalec za delavca, ki mu je odredil delo s skrajšanim polnim delovnim časom, prejme subvencijo. Višina subvencije pa je odvisna od obsega dela, ki ga delodajalec lahko zagotavlja, in sicer znaša od 448 evrov do 112 evrov mesečno. Več o subvencijah bo v nadaljevanju povedala sodelavka Cvetka Furlan. Za upravičenost do subvencije mora delodajalec izpolnjevati določene dodatne obveznosti, in sicer v obdobju prejemanja subvencije in še 1 mesec po tem obdobju ne sme začeti postopka odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga delavcev, ki mi je odredil delo s skrajšanim delovnim časom. Poleg njih ne sme odpovedati pogodbe o zaposlitvi tudi večjemu številu delavcev iz poslovnih razlogov, razen če je bil program razreševanja presežnih delavcev sprejet pred 13. marcem. Kaj pomeni večje število delavcev? Določa ZDR-1. In sicer gre za najmanj 10 delavcev pri delodajalcu, ki zaposluje več kot 20 in manj kot 100 delavcev, najmanj 10% delavcev pri delodajalcu, ki zaposluje najmanj 100, vendar ne manj kot 300 delavcev, in najmanj 30 delavcev pri delodajalcu, ki zaposluje 300 ali več delavcev. Prepoved odpuščanja se nanaša le na poslovni razlog, ne pa tudi na druge odpovedne razloge, kot je na primer krivdni. Delodajalec ne sme odrediti nadurnega dela,
neenakomerno razporediti ali začasno prerazporediti delovnega časa, če to delo lahko opravi z delavci, ki jim je odrejeno delo s krajšim delovnim časom. Tu ne gre za absolutno prepoved odrejanja nadurnega dela ali prerazporejanja delovnega časa, ampak se to lahko odredi, če se tega dela ne more opravljati z delavci, za katere je koriščen ukrep skrajšanega polnega delovnega časa, ker na primer ti delavci za to delo niso usposobljeni. Poleg tega pa mora delodajalec voditi tudi evidenco delovnega časa na način, da je iz nje razviden točen čas prihoda in odhoda z dela. V preteklem tednu smo prejeli največ vprašanj glede razporeditve delovnega časa v povezavi s to prepovedjo neenakomerne razporeditve ali začasne prerazporeditve. Ta vprašanja smo naslovili tudi na Ministrstvo za delo kot pristojno ministrstvo, ki nam je podalo pojasnilo, da delavec opravlja delo na način, kot je določen v pisni odredbi. Delovnega časa se ne sme neenakomerno razporediti ali začasno prerazporediti drugače, kot je to določeno v odredbi. Če bi delodajalec želel spremeniti razpored, mora izdati nove odredbe. V zakonu oziroma v odredbah je določen tedenski obseg delovnega časa, to je določeno število ur na teden, zato je z odredbo lahko odrejeno na ravni enega tedna, da se ure razporedijo različno po posameznih dnevih. Naprimer, da delavec dela manj dni in več ur v teh dnevih. Znotraj enega tedna pa velja v vsakem primeru omejitev delovnega časa, tako da ne more priti do prerazporejanja tedenskega števila ur na mesečnem nivoju, vendar le na tedenskem nivoju. Da ponazorim na primerih, bo mogoče lažje za razumevanje. Ni torej nujno, da delavci, ki delajo na primer v polovičnem obsegu, delajo vsak dan 4 ure, ampak lahko to delo opravijo na primer v taki razporeditvi, da delajo 2 dni po 8 ur, en dan 4 ure, 2 dni pa so prosti ali v kakšni drugačni kombinaciji teh ur znotraj tedna. Ni pa primerna razporeditev na način, da bi delavci opravljali polovični delovni čas na način, da bi 2 tedna v mesecu delali po 8 ur, 2 tedna pa bi bili prosti. To bi bila na primer mesečna razporeditev, ki po mnenju ministrstva ni ustrezna. Potem prejeli smo tudi vprašanje, ali lahko gredo delavci, ki delajo s skrajšanim delovnim časom v okviru neenakomerne razporeditve delovnega časa v minus ure, ki bi jih na to delali v nekih kasnejših obdobjih. To pomeni, da delavec ne bi hodil v službo, za 4 ure na dan bi bil doma, sicer bi šel v minus ure, za 4 ure na dan pa bi bil na čakanju in bi uveljavljali subvencijo za tega delavca. Takšna razporeditev ni možna. Pri ukrepu skrajšanega polnega delovnega časa gre za kombinacijo dela in čakanja. Ni pa sprejemljivo, da delavec sploh ne bi hodil v službo in bi si s tem nabiral minus ure in to ne znotraj enega tedna in tudi ne v daljšem obdobju. Podobno se razlaga tudi glede presežka ur, ki so nastale v obdobju pred odreditvijo skrajšanega polnega delovnega časa, se pravi, da je imel delavec v prejšnjih mesecih oddelane viške ur in da bi bil potem v okviru ukrepa skrajšanega delovnega časa doma in bi koristil te ure iz naslova presežka ur, delodajalec pa bi za to obdobje prejemal subvencijo. Tudi ta ureditev ni možna. V teh primerih bi bil na primer bolj primeren ukrep čakanja na delo, ker to bolj odraža dejansko stanje in v mesecu juniju se lahko uporabljata oba ukrepa sočasno, se pravi je določen del delavcev na čakanju na delo, določen del delavcev pa dela s skrajšanim delovnim časom in delodajalec lahko prejme sredstva iz naslova obeh ukrepov. Mora pa pri tem izpolnjevati pogoje, ki so določeni za vsak ukrep posebej in so različni, kar bo tudi v nadaljevanju lepo ponazorila Petra Strnad. Če bi se pa spremenile te okoliščine odreditva dela s skrajšanim delovnim časom, na primer glede obsega ur ali glede razporeditve,
je pa potrebno določiti nove odredbe in tudi opraviti ponovno posvetovanje s sindikatom oziroma svetom delavcev. Da podrobneje opišem postopek odreditve dela s skrajšanim delovnim časom, in sicer delodajalec odredi tako delo s pisno odredbo. V zakonu je taksativno našteto, kaj mora vsebovati ta odredba, in sicer je potrebno določiti obseg skrajšanega delovnega časa, ta ne sme biti krajši od polovice polnega delovnega časa, se pravi 20 ur, potem čas trajanja dela s skrajšanim delovnim časom, kako dolgo bo ta obseg trajal, razporeditev delovnega časa ali način razporeditve delovnega časa, to je lahko določeno opisno, potem čas trajanja odmora med delom, višino povračila stroškov v zvezi z delom, možnost in način poziva delavcu, da se vrne na delo s polnim delovnim časom ter višino nadomestila plače. Večkrat ste nas spraševali, če imamo na razpolago kakšen vzorec take odredbe. Vzorec se nahaja na naši spletni strani www.gzs.si/korona, zavihek delovna zakonodaja pod rubriko Vaša vprašanja in odgovori. Pred sprejetjem take odredbe oziroma odločitve o odreditvi dela s skrajšanim delovnim časom pa se mora delodajalec obvezno posvetovati s sindikati pri delodajalcu oziroma če sindikata ne s svetom delavcev in pridobiti pisno mnenje sindikata ali sveta delavcev. Če pri delodajalcu ni sindikata ali sveta delavcev, mora pa delodajalec obvestiti delavce na pri delodajalcu običajen način, na primer z objavo na glasni deski, na intranetu ali preko elektronske pošte. Zakon ne govori o tem, da bi moral delodajalec pridobiti soglasje delavskih predstavništev, se pravi, ni nujno, da je strinjanje, je pa nujno, da opravi posvetovanje in pridobi pisno mnenje. Posvetovati se mora pa tudi ob vsaki morebitni spremembi obsega dela s skrajšanim delovnim časom, števila delavcev, trajanje ureditve in tako naprej. O odreditvi dela mora delodajalec obvestiti Zavod za zaposlovanje, najkasneje 3 delovne dni po takšni odreditvi in sicer po elektronski pošti. Vlogo za subvencioniranje pa odda v 15 dneh po odreditvi dela s skrajšanim polnim delovnim časom. Podrobnejši postopek uveljavljanja subvencije na zavodu pa bo v nadaljevanju opisala sodelavka Petra Strnad. Pa še kazenske določbe oziroma sankcije, kdaj bo moral delodajalec vračati prejeta sredstva. In sicer bo moral sredstva vračati, če bi kršil prepoved odpuščanja v obdobju ali v obsegu, kot sem ga opisala prej, če bi odrejal nadurno delo, neenakomerno razporejal ali začasno prerazporejal delovni čas, če ne bi vodil ustrezne evidence delovnega časa, če ne bi sporočil Zavodu za zaposlovanje v 3 dneh, da je odredil delo s skrajšanim delovnim časom, če bi začel s postopkom likvidacije v obdobju prejemanja sredstev in tudi po prenehanju prejemanja sredstev v obdobju, ki je enako obdobju prejemanja sredstev. To naprimer, če je sredstvo prejemal 3 mesece, bi moral vračati sredstva, če bi začel s postopkom likvidacije še v obdobju 3 mesecev po prenehanju prejemanja sredstev. Sredstva pa bo moral vračati tudi v primeru, če je od uveljavitve zakona dalje prišlo do izplačila dobička, nakupov lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, izplačil nagrad poslovodstvu oziroma izplačil dela plače za poslovno uspešnost poslovodstvu, izplačanih v letu 2020 oziroma za leto 2020. Posebnost tega ukrepa pa je, da so do njegovega izvajanja upravičeni tudi delodajalci, katerim subvencija po tem zakonu ni dodeljena, ali zanjo sploh ne bodo zaprosili. Če naprimer ne izpolnjujejo pogojev, bodo kljub temu lahko uvedli odreditev dela s skrajšanim delovnim časom, ne bodo pa upravičeni do prejetja subvencije. Še eno pomembno področje za konec, in sicer v 22. členu
piše, da skupni znesek sofinanciranja ne sme preseči omejitev določenih s tem zakonom. Večkrat ste nas spraševali, na kaj se ta omejitev nanaša. In sicer javna sredstva, ki jih delodajalec sprejme na podlagi tega ukrepa, zanj predstavljajo državno pomoč. Za ta ukrep bo na Evropsko komisijo priglašena tudi nacionalna shema. Za ukrep delnega subvencioniranja skrajšanega delovnega časa, ki se upošteva kot državna pomoč, je Evropska komisija določila začasni okvir, in sicer to pomeni, da znesek državnih pomoči ne sme presegati 800 tisoč evrov na podjetje oziroma 120 tisoč evrov na podjetje iz sektorja kmetijstva, ribištva in akvakulture. Če se spominjate, prejšnji interventni zakon je v 20.a členu določal dodatne pogoje, pod katerim je veliko podjetje lahko preseglo znesek 800 tisoč evrov in na podlagi tega je bila sprejeta tudi uredba o metodologiji za ocenjevanje škode. Ta zakon takšne določbe ne vsebuje in zato glede maksimalne višine prejete pomoči obstajata še dve bistveni odprti vprašanji. In sicer prvo je to, ali se v kvoto 800 tisoč evrov vštevajo vsa prejeta sredstva na podlagi interventnih ukrepov iz naslova plač in prispevkov in ali bo podjetje lahko preseglo znesek 800 tisoč evrov, podobno kot je to določeno z 20.a členom prejšnjega PKP2. Po naših informacijah Ministrstvo za delo intenzivno pripravlja pojasnila v zvezi s tem de minimis okvirjem in ta naj bi bila pripravljena v kratkem, tako da trenutno vam odgovora na to vprašanje še ne moremo dati. Takoj pa, ko bo kaj več znanega, bomo vse informacije objavili na naši spletni strani www.gzs.corona, www.gzs.si/korona. Zdaj pa bi predala besedo Metki Penko Natlačen, ki bo predstavila ukrep čakanja na delo. Hvala. Mikrofon, prosim. Najlepša hvala in nadaljujemo s prikazom povračila nadomestila plače delavcev na začasnem čakanju na delo. To gre za ukrep, ki ga v bistvu že poznamo. Ga poznamo iz se na nek način uveljavlja oziroma na nek način podaljšuje tudi v tem obdobju, vendar moramo upoštevati, da zaradi tega, ker gre za noviteto v ureditvi, ne moremo sklepati, da naše prej dane vloge na zavod že avtomatično veljajo. Treba bo uveljavljati ta ukrep na novo in na novo dokumentirati. Je pa trajanje ukrepa zelo kratko določeno in sicer na 1 mesec. Zakon določa, kateri so upravičenci do ukrepa. Pravi, da ima pravico do ukrepa delnega povračila nadomestila plače na začasnem čakanju na delo vsak delodajalec v Republiki Sloveniji, ki začasno ne more zagotavljati dela delavcem zaradi posledic epidemije. Tukaj poudarjam besedo začasno, ker v bistvu ne gre za neko pripravo na prenehanje pogodbe o zaposlitvi oziroma na odpoved iz poslovnega razloga, ampak za začasno onemogočeno zagotavljanje dela. Torej, iz tega so pa izvzeti neposredni in posredni uporabniki proračuna, ki imajo delež prihodkov iz javnih virov v letu 2019 več od 70%. Potem tisti delodajalci, ki so registrirani za dejavnost po standardni kvalifikaciji dejavnosti in imajo več kot 10 zaposlenih na dan 13. marca 2020. To je malo drugače, kot je bilo PKP2, pa razen tudi, torej to ne velja za diplomatska predstavništva in konzulati, mednarodne organizacije, predstavništva mednarodnih organizacij, če ste kakšni taki, ki danes poslušate. No,
Kdo je upravičen do tega ukrepa? Do ukrepa je upravičen delodajalec, ki da o svojem stanju neko oceno prihodkov. In sicer po njegovi oceni naj bi prihodki v letu 2020 zaradi epidemije upadli za več kot 10% glede na leto 2019. Če niso poslovali v celotnem letu 2019 oziroma 2020, so do ukrepa upravičeni tisti delodajalci, ki se jim bodo povprečni mesečni prihodki v letu 2020, torej letos, zaradi epidemije znižali za več kot 10% glede na povprečne mesečne prihodke v 2019. Če pa v letu 2019 niso poslovali, so do ukrepa upravičeni tudi tisti delodajalci, ki se jim bodo povprečni mesečni prihodki v letu 2020 zaradi epidemije znižali za več kot 10%, glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2020 do 12. marca 2020, se pravi do razglasitve veljavitve prvega zakona iz korone. Zakaj je to pomembno? Pomembno je zato, ker če pogoji iz tega odstavka o predložitvi letnih poročil za leto 2020 ne bodo izkazani, ne bodo doseženi, potem bo moral upravičenec vrniti prejeta sredstva, ki jih je prejel na podlagi tega ukrepa. Se pravi, sama izjava ni nič kaj strogega, ampak dejansko stroga je pa sankcija. No, do ukrepa so sicer upravičeni, ne glede na izpolnjevanje preomenjenih pogojev, organizacije, kot so humanitarne, pa invalidske organizacije, kar je verjetno logično. Glede trajanja ukrepa smo povedali, da je do 30. junija, ga je pa mogoče kombinirati v tem času tudi s tem ukrepom, ki ga je predstavila Urša, namreč ukrepom skrajšanja polnega delovnega časa. In to samo v tem mesecu. So situacije, v katerih nam edino ta kombinacija reši zakomplicirano sceno. Še vprašanje, kakšen je status delavcev, ki zanje delodajalec uveljavlja ukrep čakanja. Pomembno je, da v času interventne zakonodaje tem delavcem zakon ohranja vse pravice in obveznosti iz delovnega razmerja, razen tistih seveda, ki so drugače urejene s tem zakonom, ampak skratka vse pravice iz delovnega razmerja. Sicer je pa pravna podlaga za čakanje sicer določba zakona o delovnih razmerjih, kjer je poudarjeno tako, kot je tudi prej povedano, da gre za čakanje, kjer z namenom ohranitve zaposlitve pisno napotimo na čakanje kot delodajalec, z namenom ohranitve zaposlitve. Ta napotitev je lahko prekinjena do 7 delovnih dni v tekočem mesecu. Mi smo po prejšnjem zakonu imeli prekinitev 7 kontinuiranih dni, pa potem je prišlo do spremembe na 7 koledarskih. Kot vidimo, zdaj je prišlo še do nove spremembe do 7 delovnih dni. V bistvu v praksi se je to vedno izkazalo, da je treba 4 delovne dneve. O tem pa delodajalec predhodno obvešča Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje in določba o tem, kako in kaj obvešča, je zelo stroga, namreč če ne obvesti, potem tudi preti zahteva oziroma se mu sredstva odvzamejo, mora jih vrniti. Zakon izrecno pravi, da je lahko delavec v času čakanja tudi na letnem dopustu, seveda. In v času, ko je na letnem dopustu, pa mu pripada nadomestilo takšno, kot mu pripada skladno z zakonom, ki ureja delovna razmerja, se pravi 100% osnova iz 137. člena zakona o delovnih razmerjih. Tudi v primeru, ko gre za čakanje, delodajalec izda pisno napotitev, pisna mora biti in delavcu vročena, lahko mu je tudi po elektronski pošti in tudi zakon točno določa, kaj mora v tem napotilu biti. Čas začasnega čakanja na delo, možnost in način, kako bom delavca pozval na delo, da se predčasno vrne, ter višina nadomestila plače, ki jo prejema v tem času čakanja. Kakšna je višina nadomestila v času čakanja? Delavec ima v času čakanja na delo pravico do nadomestila v višine, ki ga določa zakon, ki ureja delovna razmerja.
za primer začasne nezmožnosti zagotavljanja dela iz poslovnega razloga, to je 80% od osnove, kar je to, osnova pa je povprečna mesečna plača za polni delovni čas zadnjih 3 mesecev, kot to opredeljuje 138. člen Zakona o delovnih razmerjih. Določa pa ta zakon še posebej, da če je bila plača delavca znižana zaradi določitve krajšega polnega delovnega časa pri delodajalcu, kar se lahko zgodi, se za določitev osnove za nadomestilo za čas čakanja upošteva osnova za nadomestilo plače v zadnjih 3 mesecih pred določitvijo krajšega polnega delovnega časa, tako da v takem primeru delavec ni nič prikrajšan. Pa še ena varnostna klavzula sicer je, in sicer glede nadomestila, da nadomestilo plače, ki je določeno po tem zakonu, ne sme biti nižje od minimalne plače v Republiki Sloveniji. Zanimivo je to smo že srečali, to so novosti te interventne zakonodaje. V bistvu se nadomestilo plače primerja z plačo, ker minimalna plača je plača za delo, in se je določeno, da nadomestilo ne sme biti manjše od minimalne plače. Kako se pa obravnavajo delavci, ki imajo pravice iz socialnih zavarovanj? Osnovna shema je naslednja, podobno kot je povedala že Urša. Če gre recimo za črpanje pravic na podlagi predpisov o zdravstvenem zavarovanju, starševskem varstvu in podobno, v primeru, ko delavec že ima pravice za 8 ur, v tem primeru se ne bo mogoče uveljavljati čakanja. To nadomestilo se ne bo izplačevalo. V primeru, ko pa je za polovico delovnega časa upravičen črpati pravice zdravstvenega zavarovanja, pokojninskega, starševskega varstva, pa se potem ustrezno zniža oziroma je nadomestilo za čas čakanja sorazmerno. Kakšna je višina pravice do delnega povračila izplačanega nadomestila plače, se pravi tega, kar delodajalec uveljavlja kot povračilo tistega nadomestila, ki ga je moral izplačati. Višina delnega povračila se strani Republike Slovenije, torej to, kar nam izplača zavod, znaša 80% nadomestila plače. Omejeno pa je z višino najvišjega zneska denarnega nadomestila za primer brezposelnosti. Ta moment je 892,50 evra. Skratka, tega ne sme presegati. S tem, da je v 80% nadomestila, ki ga krije Republika Slovenija, vključeno nadomestilo plače in prispevki tudi za vsa socialna zavarovanja, tako je navedeno v zakonu. Zakon tudi pravi, da višina delnega povračila izplačanega nadomestila, ki ga povrne zavod, ne sme presegati 80% vrednosti izplačanega nadomestila plače, kar pomeni, da delodajalec krije preostalo višino povračila do 20% nadomestila plače in prispevkov. To so zdaj številčne zadeve in denarne zadeve. Tukaj je še marsikatero vprašanje, na katero bo odgovorilo oziroma bo moralo izdelati postopek in dati odgovore tudi sam Zavod za zaposlovanje, seveda po navodilih Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Sam postopek pa poteka tako, da vložimo vlogo v 8 dneh od napotitve delavca in skratka, v pojasnilih, ki jih je delno že izdal zavod, pravi, da v primeru, ko imamo že obstoječe odredbe, ki se glasijo na čas po 31.5., lahko v takem primeru tudi uveljavljamo povračilo nadomestila na podlagi obstoječe odredbe, ampak v vsakem primeru je pa treba na novo priglasiti zavodu. Vlogi delodajalec priloži tudi oceno upada prihodkov, za to svojo oceno odgovarja kazensko in materialno, priloži pa tudi vsa druga dokazila v zvezi z napotitvami delavcev na začasno čakanje in morajo biti seveda ta napotila kvalitetno in dobro narejena. Kateri delodajalec pa ne more uveljavljati povračila nadomestila? Torej, ne more uveljavljati tisti delodajalec, ki ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom,
ta je prvi in ne more uveljavljati tisti, ki nad njim uveden postopek stečaja. O tem bo tudi kaj več povedala Petra. In pa tisti delodajalec, katerega zaposlitve so neposredno ali posredno sofinancirane že iz proračuna Republike Slovenije preko nekih posebnih programov. Tam ima pa pravico samo do razlike. Zavod odloči v 15 dneh s sklepom. Tudi je predpisano, kakšne so sestavine tega sklepa, tako da je že iz sklepa je vse razvidno, kaj smo prejeli, kakšni so roki za plačilo, kakšna so obdobja vračanja sredstev in podobne zadeve. Skratka, sklep je tisti, ki je tukaj orientativen, v tem primeru ni nobene določene pogodbe med zavodom in delodajalcem. In sredstva se izplačujejo tudi mesečno. V zakonu je izrecno napisano, da delodajalcu pripada povračilo nadomestila za dejansko mesečno oziroma tedensko obveznost za prazničen in drug dela prost dan, določen zakonom, če bi delavec na ta dan dejansko delal. Izvajanje nadzora nad dodelitvijo in izplačevanje nadomestil ter izvajanjem sklepa je seveda podeljeno Inšpektoratu za delo in Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje pa ima pravico, da brezplačno pridobiva podatke o delavcih na začasnem čakanju na delo iz raznih zbirk podatkov. Bodisi Zavoda za zdravstveno zavarovanje, bodisi Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, pa tudi FURS-a. In pa tudi neposredno delodajalca lahko pridobiva razna dokazila in listine, s tem, da se poskrbi za to, da se v določenem času ta dokazila, torej da se ravna z njimi skladno z zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Obveznosti delodajalca, ki da delavce na čakanje, je naslednje. Najprej delavcem mora izplačevati nadomestilo plače, tako kot smo prej rekli, 80% od osnove, pa največ toliko in tako naprej. In v tem obdobju, ko je odrejeno čakanje, ne sme odrejati nadurnega dela. In zakon pravi, če to delo lahko pravi delavcev na začasnem čakanju na delo. Se pravi, da če so na začasnem čakanju delavci ene kvalifikacije, bi pa potreboval delavce druge kvalifikacije, da bi opravili neko nadurno delo, v takem primeru menimo, da je odreditev takega nadurnega dela utemeljena. In pa še tretja obveza, predhodna obvestitev Zavoda za zaposlovanje, če je delavca pozoben, da se vrne na delo. To je zelo hudo sankcionirano, namreč če delodajalec nobene od teh treh stvari ne naredi, potem mora prejeta sredstva vrniti v celoti. Ne, nobene od teh. Za vsako od njih preti vrnitev sredstev v celoti. No, velja tudi posebna določba, ki je v tem istem členu in pravi takole: delodajalec ne sme odpustiti delavca v času prejemanja nadomestila plače. V zvezi s to določbo je skorajda največ vprašanj in sicer nas sprašujete, kakšna vrsta odpustitve je v tem primeru mišljena, iz poslovnega razloga ali mora biti tudi druge vrste prenehanja pogodb o zaposlitvi. Tako kot je zapisano, ni mogoče interpretirati širše. Torej, lahko interpretiramo edino tako, da je mišljena redna odpoved katerekoli vrste po zakonu o delovnih razmerjih zaradi nesposobnosti, poslovni presežek, krivdna pa tudi izredna odpoved. Žal, razen če bo dala neka druga interpretacija, ampak tako, kot je zapisano, tako tudi sledi. Zasledila sem, da je tudi v pojasnilu Zavoda za zaposlovanje to vprašanje že obseženo, ampak ne odgovarja podrobneje glede posameznih vrst odpovedi. No, potem imam tukaj še zapisano to vprašanje, ali lahko ukrep skrajševanja polnega delovnega časa in čakanja na delo kombiniramo. Ga lahko, in to tudi na naši spletni strani najdete odgovor na to vprašanje, je pa treba izpolnjevati pogoje za vsakega od teh ukrepov. In mogoče še to vprašanje, kaj lahko naredi delodajalec, če je uveljavljal čakanje po prejšnjem zakonu, po 1.6. pa želi vročiti odpovedi iz poslovnih razlogov. Torej, če je
koristil subvencionirani krajši polni delovni čas, potem velja določba, da v času in trajanja ukrepa in v enem mesecu po njegovem izteku ne sme odpuščati. Če pa uveljavlja si direktno subvencijo za čakanje po novem zakonu, potem pa v času izplačevanja subvencije ne sme odpuščati, torej izplačevanja subvencije, in to velja za vse vrste odpovedi. Toliko lahko interpretiramo iz predmetnega teksta kot pravna služba GZS, pričakujemo pa glede na naše sicer dosti dobro sodelovanje z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve, da bomo deležni tudi drugih tolmačenj v zvezi z izvajanjem v praksi, zaradi tega, ker je to bo že seveda neposredno potrebno v postopku uveljavljanja in vlaganja vlog. Hvala lepa. Ja, zdaj po urniku sem jaz na vrsti. Lepo pozdravljeni v mojem imenu, sem Cvetka Furlan, v pravni službi, sem zadolžena za prejemke iz delovnega razmerja in za ekonomski del kolektivnega dogovarjanja. Verjetno me večina tudi pozna. Zdaj, jaz sem pripravila eno tako prezentacijo, ki jo bom delila z vami. Povedali mi boste samo, če se dobro vidi. Vidi se. Hvala. Jaz bom začela z čakanjem. Zakaj s čakanjem? Zaradi tega, ker je to ukrep, ki se podaljšuje po PKP2. V prvih novicah, ki so bile, da bojo za vse dejavnosti v gospodarstvu podaljšali ukrep čakanja, smo bili v bistvu veseli, ker ukrep je bil dober in se je od marca do konca maja dobro izkazal, da temu tako rečem, ampak čakanje na delo je ostalo, vse ostalo oziroma veliko stvari se je pa spremenilo. Zdaj, Metka je že vse razložila, kakšne pogoje mora delodajalec izpolnjevati, da lahko koristi ukrep čakanja na delo. Jaz sem tukaj izbrala samo tiste glavne značilnosti, ki so pomembne v bistvu za obračun. Čas trajanja čakanja je omejen in sicer samo na mesec junij. Nadomestilo je enako, kot je bilo v PKP2, to se pravi v višini 80% povprečja zadnjih 3 mesecev delavca za polni delovni čas, to se pravi pred kakršnokoli odsotnostjo. Delodajalec lahko delavca tudi vpokliče 7 delovnih dni v mesecu nazaj na delo, kar obračunsko predstavlja 56 ur rednega dela. Delavec ne sme prejeti manj, kot je minimalna plača, to je prvi pogoj. Drugi pogoj je, da najnižje osnove za obračun prispevkov ostajajo za socialno varnost v višini 1017,23 evrov in od te osnove je treba obračunati prispevke 1 in 2. Če delavec koristi v času čakanja na delo letni dopust, je plačan z 100% nadomestilom. V PKP2 smo imeli pri čakanju na delo omejitev povprečno plačo v Republiki Sloveniji. Zdaj so to zamenjali za višino nadomestilo za čakanje. Lahko delodajalec uveljavlja samo do višine 892,50 evrov, kar je v bistvu maksimalni znesek nadomestila za brezposelnost. Ta pojasnila, ki so na tej strani prikazana, so pojasnila Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. To je zelo pomembno, predvsem prvo vprašanje, ali zadošča, če pokličemo delavca na delo za več kot 7 delovnih dni v mesecu, zadošča nova odredba in obvestilo zavoda. Na to boste zelo pozorni, da boste pravočasno obveščali o vseh spremembah, ki bi se pri zaposlenih zaradi čakanja pojavili. Pojasnilo, ki so ga dali, je tudi naslednje. Pri uveljavljanju delnega povračila s strani države
upošteva se bruto 1 in zavod povrne samo 80% od nadomestila plače, 20% pa krije delodajalec. Tukaj sem pripravila en zelo enostaven obračun čakanja na delo. Upoštevala sem, da je delavec delal 7 dni, ki so dovoljeni po zakonu. Nadomestilo na čakanje je bilo 88 ur, nadomestilo za praznik in nadomestilo za letni dopust, ker sem predvidela, da bo v juniju praznik 25. in da bo koristil 3 dni letnega dopusta. Njegova osnovna plača znaša 1100 evrov, 10% ima dodatka za delovno dobo, kar pomeni, da ima 20 let delovne dobe. Urna postavka je 625 evrov, 80% nadomestilo iz povprečja zadnjih 3 plač je 5,50 evrov in 100% nadomestilo za čas letnega dopusta in praznika je 6,88 evrov. Nadomestilo za čakanje za 88 ur v mesecu juniju predstavlja 484 evrov bruto 1. Na to pridejo še prispevki 2,77,92, vendar delodajalec dobi povrnjeno samo 387,20 evra. Upošteva se, tako kot sem že prej povedala, samo znesek bruto 1 in 80% od tega nadomestila. Te prosojnice bojo tudi na spletni strani, lahko jih boste sprintali in jih tudi potem uporabljali. Zdaj pa gremo na delno subvencioniranje skrajšanega polnega delovnega časa. To je nov ukrep, ki ga lahko koristimo. Delavcu se lahko skrajša polni delovni čas do največ 20 ur na teden. Glavne značilnosti iz tega ukrepa so, da velja od 1.6. do konca leta 2020. Za čas do polnega delovnega časa, ko v okviru odrejenega skrajšanega delovnega časa ne dela, ima delavec pravico do nadomestila plače, enako je v višini 80% povprečne plače delavca. Gledamo, delavcu pripada nadomestilo teh povprečnih 3 mesečnih plač za polni delovni čas iz zadnjih 3 mesecev oziroma iz obdobja dela v zadnjih 3 mesecih pred začetkom odsotnosti. Naj tukaj povem, da se osnova za nadomestilo še vedno uporablja tako, da se upošteva redno delo, vsi dodatki in vsa delovna uspešnost. Če delavec v tem času začasno odrejenega dela s skrajšanim delovnim časom odsoten z dela v primerih določenih zakonom, to so bolniška, letni dopust, praznik, so plačani tako, kot piše v pogodbi o zaposlitvi za 8 ur in 100% in po, tako kot sta povedali že Metka in Urška, glede na določitev nadomestila po 137. členu Zakona o delovnih razmerjih. Ena razlika je med PKP2 in PKP3 pri uveljavljanju ukrepov, in sicer PKP2 smo skoraj doktorirali, da smo dobili pravilna navodila za izpolnjevanje rek obrazcev in tudi recimo pri čakanju je delodajalec plačal neto plačo in dohodnino, vse ostalo se je krilo iz strani države. PKP3 je postavljen na druge temelje, vse obračunamo in plačamo delodajalci, na kar lahko uveljavljamo uveljavitev teh ukrepov na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje. Navodil še nimamo, trenutno se na zavodu ukvarjajo z obdelavo vseh vlog glede prijave skrajšanega delovnega časa in čakanja. Potem bo pa sledijo tudi bolj podrobna navodila, kako uveljavljati subvencije
za čakanje in subvencije za skrajšan delovni čas. Ta 17. člen opredeljuje višino in izplačilo subvencij. Višina subvencije je v razponu od minimalno do maksimalnega števila opravljenih ur dela. In to je prvi problem, ki se nakaže, kako izračunati višino na uro na mesec. Namreč, napisano je tako, da 448 evrov pripada tistemu delavcu, ki je v mesecu imel tedenski razpored 20 ur dela oziroma 24. Kaj to pomeni? Tisti, ki je imel 20, 21, 22, 23 in 24, dobi avtomatsko 448, ali je to omejeno oziroma razporejeno na ure, ki so v mesečnem fondu. Drugi odstavek je tukaj zelo pomemben, in sicer subvencija se sorazmerno zmanjša za čas odsotnosti z dela iz 3. odstavka 14. člena tega zakona. To se pravi, vse odsotnosti se ne upoštevajo kot skrajšan delovni čas in se tudi obračunajo 100%. Subvencija se delodajalcu izplačuje mesečno v sorazmernem deležu ali v celoti, najpozneje v 30 dneh po podpisu pogodbe iz 4. odstavka prejšnjega člena. Jaz sem se ukvarjala z, kako v bistvu tedenski urnik dela preračunati na polni mesečni fond ur, ki vemo, da varira od 160 do 184. In glede na to, da je skrajšan delovni čas opredeljen tudi minimalno, maksimalno, sem se opredelila tako, da vrednost subvencije za skrajšan delovni čas delim na maksimalno število ur skrajšanega delovnega časa. In bom najlažje skozi primer vam razložila. Naprimer, v mesecu, ko je 160 ur polni mesečni fond, pride čakanje oziroma skrajšanega delovnega časa 80 ur, in za teh 80 ur naj bi delodajalec prejel nadomestilo v višini 448 evrov. Ravno tako je pri 336 evrih, kjer je 15 ur na teden na mesečnem nivoju, pri mesecu, ki ima 160 ur fonda, pride teh ur 60 in sem 336 evrov razdelila na 60 ur skrajšanega delovnega časa in tako naprej. Zanimivo je, da pri vseh vrednostih subvencije pride na mesec enaka vrednost na uro. Zato so te vrednosti spodaj napisane. Pri vrednosti 160 pride urna postavka 5,60 €, pri 168 urah 5,33 €, pri 176 5,09 €. Dejstvo pa je, da še ne vemo, kako bomo izračunali višino subvencije za skrajšan delovni čas. Tako kot sem že omenila, to nam bojo posredovali iz Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje po 15. juniju, ko se bojo začeli s to problematiko ukvarjati. Zelo veliko je bilo debate glede neenakomerne in neenakomerne porazdelitve delovnega časa. Dovoljena je neenakomerna porazdelitev v tednu, nikakor pa ne v mesecu. Tako da to morate paziti. Vlogi, ko boste jo vlagali za subvencioniranje na Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, morate obvezno priložiti tudi evidenco o delovnem času, o prisotnosti, o prihodu in odhodu z dela. To ne vem, kako bo to z ročno evidenco, ponavadi imajo podjetja
razno beleženje z elektronskimi karticami. Mislim, da je treba tukaj potem previdno delati s tem, da bi ročno posegali v evidenco delovnega časa. Tukaj svetujem previdnost. Ta evidenca se mora hraniti 10 let. Tukaj sem pripravila 3 konkretne izračune skrajšanega delovnega časa, in sicer vzela sem mesec junij in 3 različne oblike. Prvi je tak, da ima delavec delovno obveznost 20 ur, drugi tak, da ima delovno obveznost 35 ur dela na teden, in tretji 30 ur dela na teden, s tem, da je tretji neenakomerno porazdeljen delovni čas v tednu, in prva pa druga pa imata enakomerno porazdelitev delovnega časa. Predvidela sem, glede na to, da je 30.6. tudi zadnji mesec, ko se lahko koristi lanski dopust, da bojo zadnji 3 dnevi delavec koristil dopust. Tisti dan, ko je praznik, ima pač nadomestilo za praznik. Na teh 3 preglednicah je v bistvu pomembno to, da sem delila delo in pa skrajšan delovni čas do polnega. Tisti delavec, ki dela 4 ure do polnega, ki je po pogodbi o zaposlitvi, je 8 ur in 4 ure ima skrajšan delovni čas, in zato dobi tudi nadomestilo v višini 80%. V primeru, ko je odsoten, to skozi poudarjamo, zaradi tega, ker je bilo največ vprašanj na to temo, kaj takrat, ko je odsoten. Dejstvo je, da je pomembna odredba in kako ste vi v odredbi odredili delo delavcev za skrajšanim delovnim časom. Lahko razne možnosti so, ampak Ministrstvo za delo je vedno zelo poudarjalo, kako pomembna je ta odredba. Vi lahko napišete ponedeljek, torek, sreda, četrtek, petek in vsak dan drugačen razpored ur, skupna vsota je taka, kakršno ste se odločili, da bo ta delavec imel skrajšan delovni čas. Lahko napišete tudi 35 ur tedensko, kar pomeni, da se potem avtomatsko gleda povprečje ur za vsak dan. Je pa dobro, da imate te odredbe napisane tako, kot jih boste potem izvajali, da ne bo prihajali potem pri uveljavljanju subvencij za nadomestilo za skrajšan delovni čas do problemov. In imamo prvi izračun nadomestila. Delavec je enak, kot je bil pri primeru izračuna čakanja na delo. Redno delo 72 ur, nadomestilo za skrajšan delovni čas 72 ur, nadomestilo za praznik 8 ur, nadomestilo za letni dopust 24 ur, nadomestilo za skrajšan delovni čas je tako, kot sem že prej povedala, povprečna plača preteklih zadnjih 3 mesecev in 80% delež tega. Zdaj, ta spoden del, kjer piše subvencija države 80% minimalne plače in vprašaj, je izračunana po neki moji logiki. Ne vem, kakšna bojo navodila in kako bomo uveljavljali to. O tem vas bomo, ko bomo karkoli novega izvedeli, obvestili. Jaz bom naredila tudi izračune in jih bomo objavili tudi na spletni strani, da si boste z njimi lahko pomagali. Ampak trenutno sem ostala pri sistemu 448 evrov deljeno z 80 urami in v mesecu, kot je junij, ki ima 176 ur, predstavlja to 5,09 € na uro nadomestila in znaša to 366,55 € pravice delodajalca do subvencije. Če bo temu tako, bomo videli kasneje.
Drugi primer je delavec, ki je delal 35 ur na teden, vsak dan 1 uro manj. Redno delo 126 ur, nadomestilo je 18 ur, ker je v bistvu delovnih dni je 22, 4 dnevi je bil odsoten in za ta čas se ne uveljavlja nadomestilo za skrajšan delovni čas, ker je delavec plačan po pogodbi o zaposlitvi in za polni delovni čas 8 ur. Tako da je nadomestilo samo za 18 delovnih dni, vsak dan 1 ura. Vrednost nadomestila znaša bruto 1,99 evrov, plus prispevki 2, ki znašajo 15,94 evra, skupni strošek delodajalca je 114,94, subvencija države pa po sistemu, ki sem vam ga razložila, pa znaša 64 evrov. Še tretja, to se pravi tretji izračun nadomestila za skrajšan delovni čas, kjer je delavec delal 30 ur, delal je ponedeljek, torek, sreda 8 ur, v četrtek 6 ur, v petek ni delal. V tednu, ko je praznik, to se pravi od 22. do 23. 24. on kljub temu ima delovno obveznost za skrajšan delovni čas predvideno, da dela v ponedeljek 8, v torek 8 in v sredo 8 ur, v četrtek se mu obračuna 8 ur praznika in v petek 8 ur letnega dopusta. To pomeni, da v bistvu v tem tednu ni imel niti ure skrajšanega delovnega časa in zaradi tega je tudi potem nadomestilo za manj ur in tudi subvencija temu prilagojena. V nadaljevanju imam povezavo na spletno stran Fursa, kjer so pripravili navodila, kako izpolnjevati REK obrazce pri izplačilu junijske plače, ko se bosta uveljavljala ta dva ukrepa. Za vsako stvar je točno opredeljeno, kaj morate vpisati, kje morate vpisati, kako morate vpisati. Vsaj za čakanje za delo je moje osebno mnenje, da bi ga lahko, glede na to, da velja samo do 30.6. pustili tako, kot je bil opredeljen po PKP2. V bistvu vi boste morali zdaj ponovno iti v popravek programov za obračun plače, zaradi tega, ker zdaj več ne boste rabili REK-a za čakanje na delo, ampak bo zdaj ponovno en sam REK za delavca. Tako da ponovno imamo probleme in dodatno delo. Toliko z moje strani, to bo, kot sem že prej omenila, celotna prezentacija bo na spletni strani, lahko jo boste zelo dal dol in uporabljali. Ko pa dobimo kakršnakoli navodila o uveljavljanju subvencije za PKP3, bomo pa dopolnili to prezentacijo. Hvala lepa. Pozdravljeni, sem Petra Strnad, na GZS zaposlena v oddelku za razvoj kadrov in izobraževanje, trenutno pa svetujem tudi preko infotočke podjetjem v povezavi s korona zakonodajo. Pripravila sem vam projekcijo in vam jo bom delila. Upam, da se vidi. Pa poglejmo najprej postopek, kako uveljavljamo povračil preko Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. Najprej bi povzela, kdo je upravičen in kdo ni upravičen do povračil. Pri skrajšanem delovnem času so upravičeni delodajalci, ki so pravne ali fizične osebe in ki so bili v PRS vpisani pred 13. marcem 2020
ter zaposlujejo delavce na podlagi pogodbe o zaposlitvi za polni delovni čas in delodajalci, ki po njihovi oceni najmanj 10 zaposlenih mesečno ne morejo zagotavljati najmanj 90% dela. Niso pa upravičeni delodajalci, ki so neposredni ali posredni uporabniki proračuna Republike Slovenije oziroma proračuna občin, katerih delež prihodkov iz javnih virov je bil v letu 2019 višji od 50% in podjetja, ki so v postopku likvidacije. Pri delavcih na začasnem čakanju na delo so upravičeni tisti delodajalci, ki jim bodo po njihovi oceni prihodki v letu 2020 zaradi epidemije upadli za več kot 10% glede na leto 2019. Niso pa upravičeni delodajalci, ki so neposredni ali posredni uporabniki proračuna Republike Slovenije oziroma proračuna občine, katerih delež prihodkov iz javnih virov je bil v letu 2019 višji od 70%. Prav tako delodajalci, ki opravljajo finančno ali zavarovalno dejavnost, ki spada v skupino K po standardni klasifikacijski dejavnosti in ima več kot 10 zaposlenih na dan 13. marec 2020. Prav tako niso upravičena tuja diplomatska predstavništva in konzulati, mednarodne organizacije in institucije, organi in agencije Evropske unije v Republiki Sloveniji. Niso upravičeni niti delodajalci, ki ne izpolnjujejo obveznosti dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti, delodajalci, ki imajo neplačane zapadle obveznosti na dan vložitve vloge, tisti, ki na dan oddaje vloge niso imeli predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih 5 let do dne oddaje vloge in delodajalci, ki so v stečajnem postopku. Zdaj pa poglejmo, kako lahko upravičeni delodajalci uveljavljate pravice. Najprej se morate na zavodovi spletni strani registrirati, če to še niste storili do sedaj. Tako za skrajšani polni delovni čas kot za čakanje na delo bo potrebno izpolniti elektronsko vlogo. Za skrajšani delovni čas naj bi bila vloga na zavodovi spletni strani objavljena danes. Tukaj vidite na prosojnici to spletno stran, kjer naj bi bila objavljena. K vlogi pa lahko že sedaj pripravite naslednje priloge. Dokazila o izpolnjevanju pogojev, podpisano izjavo, s katero se delodajalec zaveže, da v obdobju prejemanja subvencije in še mesec dni po tem obdobju ne bo kršil prepovedi odpuščanja in soglasje za objavo podatkov. Na podlagi vaše vloge zavod izda sklep in na podlagi tega sklepa delodajalec in zavod skleneta pogodbo o subvencioniranju, v kateri se določajo medsebojna razmerja, obveznosti in odgovornosti pogodbenih strank. Ta pogodba mora vsebovati predmet, višino in način izplačila subvencije, pogoje in način vračila te subvencije, čas sprejemanja le-te, spremljanje, poročanje, sankcije za kršitve in nadzor nad izvajanjem. Pri začasnem čakanju na delo morate ravno tako oddati vlogo, ki jo najdete ravno tako na zavodovi spletni strani. Rada bi poudarila, da je vloga nova in jo je potrebno zato oddati ponovno, tudi za delavce, ki so že na čakanju. Ni dovolj, da se na zavod pošlje samo nove odredbe. Svetujemo vam, da si jo prej preberete in da preberete tudi navodila za oddajo vloge. To je priročnik za vnos, ta navodila najdete v priročniku za vnos in oddajo vloge. En delodajalec lahko odda eno ali več vlog za čakanje iz poslovnih razlogov. K tej vlogi pa morate vedno priložiti naslednje priloge.
kopijo odredbo o napotitvi na čakanje, oceno upada prihodkov in delež financiranja iz proračuna Republike Slovenije v letu 2019, ampak to storijo samo tisti delodajalci, katerih zaposlitve so neposredno ali posredno sofinancirane iz proračuna Republike Slovenije preko posebnih programov in lahko uveljavljajo povračilo nadomestila plače le v višini razlike med polnim sofinanciranjem in siceršnjo subvencijo. Ker pa morate ponovno oddajati vloge tudi za zaposlene, ki so že na čakanju, so se na zavodu potrudili in vam delo olajšali s tem, da so vam omogočili prenos oseb iz prejšnjih vlog z gumbom uvoz podatkov o osebah iz prejšnjih vlog. Kako pa je z roki za oddajo? Pri skrajšanem delovnem času morate biti pozorni na dva roka. Najprej morate na zavod po odredbi dela poslati obvestilo. To morate narediti najkasneje v 3 delovnih dneh po odredbi. To obvestilo pošljete na poštni naslov obvestila cas@ess.gov.si in obvestilo mora vsebovati naziv in matično številko delodajalca, število zaposlenih, ki jim je bilo odrejeno delo s skrajšanim delovnim časom in datum odreditve takšnega dela. Obvestilo morate shraniti, ker je dokazilo o poslanem obvestilu obvezna priloga k vlogi. Pri začasnem čakanju na delo, potem pa imate drugo stvar, ki jo morate narediti, to pa je, da pošljete vlogo, rok za oddajo te vloge pa je v 15 dneh po odreditvi dela s skrajšanim delovnim časom. Zdaj pa začasno čakanje na delo, pri tem pa morate vlogo izpolniti in oddati v 8 dneh od napotitve delavca na čakanje. In to je, vendar je pa skrajni rok za to oddajo vloge 30. junij letos. Kako pa je glede odločitve zavoda? Zavod v obeh primerih odloči najkasneje v 15 dneh in to s sklepom. Sklep o povračilu izplačanih nadomestil plače za začasno čakanje na delo mora vsebovati osnovo za izračun nadomestila plače, način izračuna povračila nadomestila plače, višino povračila, vsebino zahtevkov za povračilo in njihovih prilog, razloge za zavrnitev zahtevka za povračilo, rok za izplačilo, obdobje vračanja sredstev, spremljanje in poročanje, sankcije za kršitev sklepa in nadzor nad njegovim izvajanjem. Kako pa je glede izplačila? Oboje izplačila se izplačujejo mesečno. Pri skrajšanem delovnem času je to najpozneje v 30 dneh po podpisu pogodbe, pri začasnem čakanju na delo pa 10. dan meseca, ki sledi mesecu izplačila nadomestila plače po tem zakonu. Delodajalcu pa pripada povračilo nadomestila plače za dejansko mesečno oziroma tedensko obveznost za prazničen in drug dela prost dan, če bi delavec na ta dan dejansko delal. Zdaj pa sem vam pripravila to še en prikaz, kako bi to potekalo na konkretnem primeru. Če delavcu odredite delo s skrajšanim delovnim časom 1.6., je vaš skrajni rok za oddajo obvestila 4.6., to je 3 delovne dni po odredbi. Rok za oddajo vloge je 16.6., kar je 15 dni od odreditve. In če oddate vlogo zadnji možni dan, to je 16.6., potem je skrajni datum, ko zavod izda sklep 1.7. Pri začasnem čakanju na delo pa je tako, da če delavca napotite na začasno čakanje 1.6., potem je vaš skrajni rok za oddajo vloge 9.6. in če oddate vlogo na ta dan, je skrajni datum, ko vam zavod izda sklep 24.6. V katerem obdobju ste pa upravičeni do povračila? Pri skrajšanem delovnem času je to obdobje 1.6. do 31.12., pri čakanju na delo
pa najdlje do 30.6. letošnjega leta. Ampak le, če imate seveda vse pogoje za pridobitev in vlagate vse pravočasno. Upam, da ste marsikateri odgovor dobili že tekom današnjega spletnega seminarja. Če pa se vam postavljajo še dodatna vprašanja, ki jih v tej uri nismo mogli zajeti, je pa naša pravna služba na spletni strani www.gzs.si/koronavirus že objavila odgovore na najpogostejša vprašanja. Hvala lepa, sedaj pa predajam besedo kolegici Metki. Ki bo vklopila mikrofon. Hvala. Hvala, Tadej, za opozorilo, da moram prižgati mikrofon. Najlepša hvala kolegicam za izvedbo tega webinarja. Hvala vsem poslušalcem in opravičilo za majhno zamudo. Ampak ker smo same punce, je verjetno to zelo logično. Potem naš Tadej pravi, da ne smem pozabiti povedati tega, da prosimo za izpolnitev kratke ankete v webinarju. Napišite same dobre stvari in pa želimo vam prijazen petek, zato ker petek je vikenda zelo lep začetek. Vse dobro in uspešne postopke vam želimo. Kot smo pa že povedali, vse, kar bomo izvedeli od zavoda in ministrstva, bomo tudi objavili na naši spletni strani, tako da boste tudi vi obveščeni. Hvala lepa.